Dober dan, kolega Markeš. Tukaj je sreda in obdelala bova od srede do srede. Morda se obrneva še nekoliko bolj v preteklost in v prihodnost, ker sem jaz malo manjkal. Ti už pa naslednji teden manjkal. Ja. Ampak, spektakel dneva je vojaška parada v Pekingu z visokimi gosti. Med drugim si je prišel ogledati Putin, severnokorejski voditelj. Tudi iz Evropske unije se je našel eden od evropskih voditeljev, Fico. Ja? Vučić. Ni Evropska unija. Iz Evropske unije si rekel, jaz mislim, iz Evrope. Ja, iz Evropske unije. Mogoče sem rekel iz Evrope, ampak v redu. Bo šla potem nazaj pogledati, pa v počasnem posnetku še enkrat predvajava. Obletnica je pa zmaga nad Japonci. 80. Se pravi, Kitajci imajo drugačen koledar, kot ga imamo Evropci oziroma zahodnjaki. Oni obhajajo 80. obletnico zloma Japonske. Prav je, da glede na to, da smo zdaj prvi dni septembra, naznačva tudi dejstvo, da se odklepa tudi slovenska notranja politika, da se je parlament sestavil in da se je pravkar končal strateški forum na Bledu, ki je podobne stvari obravnaval. Slovenija je to vodila, od tam do Ukrajine, do Gaza in vse te stvari. In seveda pride do tega, kar si ti zdaj povedal, do te parade, ki pa ni sama po sebi, po mojem mnenju, bila cilj Xi Jinpinga, ampak je bil v bistvu epilog šanghajske organizacije, konference šanghajske organizacije, ki si je pa zastavila za svoj moto nič več in nič manj kot novo ureditev sveta. To pa je zanimivo, to pa je, recimo, če bi se patetično izražal, zgodovinski moment, ki se lahko bo odvil oziroma razvil, lahko, da se ne bo, verjetno se celo bo. A kakšen bo ta novi svetovni red? Kar je najhujš, ta parada je bila razkazovanje najbolj sodobnega orožja na svetu. Verjetno enako ali boljšega od ameriškega že. Ja, mislim, ker sem jaz pogledal posnetke, še na Alibabi se dobi manj, kot je bilo na paradi. Ja. Vendar je Xi Jinping povedal, da je vse to namenjeno vzpostavljanju novega svetovnega miru. Paradoks je bil, da je zraven stal Putin, ki neti vojno v Ukrajini. In istočasno vse skupaj... Trump pa nekako ne bi pasal zraven zaradi tega, ker je pravkar ministrstvo za obrambo preimenoval ministrstvo za vojno. To so paradoksi. To se pravi, narediš vojaško parado zato, da najavljaš nov svetovni red, ki bo red miru in stabilnosti. Na drugi strani imaš Ameriko, ki deluje v imenu miru, vse bolj se razkriva, da v imenu pač Izraela in da podreja praktično vse svoje vojaške resurse Izraelu, tako da za Ukrajino zmanjka, vendar hkrati ne dela za obrambo in odkrito prizna, da načrtuje vojne. Skratka, ministrstvo za vojne. V tem smislu je Trump transparenten. Cel kup nekih paradoksov, ki v bistvu svet arbitrirajo, delijo ga na tiste, ki želijo pripadati svetu miru, kar je ideja Združenih narodov, in tistim, ki so imperialistično, kako ne rečem, navdahnjeni, vse bolj imperialistično navdahnjeni. Zdaj, interpretacija Amerike je, da je Rusija imperialistično navdahnjena. Interpretacija Rusije je, da nikoli do te vojne v Ukrajini ne bi prišlo, če NATO pakt ne bi poskušal sebe širiti proti Ukrajini in ne bi skozi spuščal dimne signale, da hoče slabiti Rusijo. To je zdaj stvar interpretacije. Tisti, ki so naklonjeni Rusiji, bodo pritrjevali Rusom, da je to res, pritrjevali bodo dejstvo, da je celoten Donbas pravzaprav bil depriviran in to etnično in državljansko, skratka, tam je večinsko rusko prebivalstvo in tudi, če ni večinsko, je dejstvo, da je starodavno, da tam je. Čeprav se sami ne razumejo za Ruse, se razumejo za Ukrajince, oni se označujejo sebe kot Ukrajince, ki pač rusko govorijo. Mislim, to je preplet vseh možnih situacij. Ampak vendarle, Kitajska ta trenutek združuje v šanghajski organizaciji vse tiste, ki so razočarani nad kapricioznim Trumpom in Združenimi državami Amerike. Tam je bila Indija, ki je bila do zdaj zaveznica.
Amerike. Se pravi, Modi je tja prišel potem, ko je Trump v vsej svoji kratki pametni najavil 50% carine. Mislim, hkrati je Modi prišel na obisk Xi Jinpingu nekaj mesecev potem, ko se je na meji med Indijo in Kitajsko dobesedno iskrilo. Govorili so o zgodovinskem momentu, ta trenutek, nekateri, tudi danes je bilo v delu, en prevod, ki lepo pokaže, da stvar utegne biti bolj kompleksna, da Kitajska ne bo ohladila svojih interesov do indijskega ozemlja, zlasti na severu proti Himalaji, ne? In da je tukaj treba biti previden, ampak Xi Jinping je preprosto povedal, da je Kitajska zelo, zelo potrpežljiva, zavezana miru, da je pripravljena odpirati nova poglavja, širša zavezništva. In tu je v navezi, če vzamemo malega rocketmana, bi rekel Trump, ne, se pravi Kim Jong-una iz Severne Koreje, ne, pa ne moremo pa spregledati recimo Irana. Ne. Težko spregledamo to tudi dejstvo, da se je tam pojavil tudi Erdogan. Ne? Ja. Greva na vprašanje, kaj naj s tem Evropa počne. Slavoj Žižek je pred dnevi v enem od javnih nastopov, da se to na YouTubeu videti, ne, tudi ocenil, da ima Evropa veliko geopolitično, geostrateško možnost, priložnost oziroma možnost poteze, in sicer se pravi naveza Evropska unija, Kitajska. To je kot ne, mislim, z vsemi fusnotami, ki jih je Žižek zraven dodal, ne, da se še kako zaveda, ne, da ima Kitajska precej težav z demokracijo, precej težav s spoštovanjem človekovih pravic, dobesedno rečem, da o tem govori ure in ure, ampak ne, to potezo navezava na Kitajsko pa treba narediti. Ja, Žižek je velika, visoka in globoka referenca na z vsem spoštovanjem, ampak mi da so to tezo že razvila pred tem, tukaj za to mizo. Ja. In mislim, da je to pravilna poteza, mislim pa, da jo je pred nama in pred Žižkom izrekel že Varoufakis, ki je povedal, da sicer njemu tudi to ni všeč, ampak da trenutno je osamosvojitev Evrope od Amerike nujno potrebna, seveda z velikimi rezervami, da ne pozabi niti svojega porekla, niti svoje humanistične, ko ne rečem, podstati. In tukaj, recimo, če vzamemo zdaj dva velika sistema, eden je zahodni, eden je pa v bistvu vzhodni oziroma azijsko-vzhodni, bi bilo dobro, in to bo tudi storila zdaj, potegniti neko bistveno razliko med enim in drugim. Ampak vendarle, Jeffrey Sachs je rekel, da je nevarno biti sovražnik Združenih držav Amerike, še bolj nevarno je pa biti prijatelj. Ne? In to je zdaj izkusil Modi. In to izkuša Evropska unija. Zapravi, Evropsko unijo je Amerika dobesedno zvlekla v ta ZOS, ki se mu reče Ukrajina, in hkrati Trump zdaj najavlja, da bo orožje prodajal v Evropi, da ga bo ona kupovala in potem poklanjala Ukrajini. Ne? Kakšna zmešnjava pa je to? Ne? In dejansko na neki točki bo Evropska unija morala dojeti, da se mora začeti pogovarjati tudi z Putinom, pa z Sovjetsko zvezo, z Rusijo. Dobre lapsus se delam. Ne? Skratka, da se bo treba pogovarjati. Jaz Putina razumem, on itak hrepeni po tem, da bi to bila Sovjetska zveza, ker če bilo drugače, pa on ne bi svojemu zunanjemu ministru Lavrovu dovolil, da po svetu hodi z majico, na kateri piše CCCP. Ja, to sem videl. Ja. Mlajši od naju ne vedo, da CCCP pomeni Zveza sovjetskih socialističnih republik. Ne? In s to majico se znašel na Aljaski. Tako, to je hec. Ja. Ampak če tako pogleda, kakšna je razlika. Recimo, jaz bi ta trenutek tako poskušal biti objektiven in ocenil, da je Xi Jinpingov prizadevanje za mir mnogo bolj kredibilno kot ameriško, da je njihov koncept... Mislim, tle imaš pa ziharaško stavo. No, ampak kaj hočem povedati? Ne? O vseh Trumpovih neumnostih, in teh ni malo, ja. O vseh njegovih strategijah, in te grejo nazaj do Nixona, kar je tudi pokazal Varoufakis, o vsem njegov maga programu, ki je v bistvu kamuflaža za sionizem, pa za ekspanzionizem milijarderjev, vendarle stoji debata. In ta debata je v Ameriki živo prisotna. Zakaj vem, da je živo prisotna? Zato, ker jo spremljam, zato, ker jo vidim, zato, ker jo poslušam vsak dan
ure. Zato, ker vidim, koliko besa in analitike dvigne Trump v vsej svoji, kako ne rečemo, vsem svojem klovnostvu, ki je sicer strateško, ampak vendarle razkriva stvari. Zelo razkriva. Recimo, AIPAC in sionistični lobby še nikoli ni bil tako na tenkem in tako razkrit, kot je zdaj. Razlika med pravim judovstvom in med sionizmom še nikoli ni bila tako očitna in tako transparentna. Ne? In največji kritiki, ponavljam stotič, so Judje v Ameriki, ne? In to najbolj kvalitetni od njih se učim. Skratka, tam poteka debata. Kljub temu, da so mediji pod lastništvom, recimo in Bezosa in določenih lastnikov milijarderjev in tako naprej, je tam debata mogoča. Zakaj je mogoča? Zato, ker je prisotna, ker teče, ker jo lahko poslušamo. Na Kitajskem tega ne boš slišal, v Rusiji tega ne boš slišal, v Iranu tudi ne. In vendar simpatiziramo ta trenutek bolj z Iranom kot z Izraelom, bolj s Kitajsko kot z Združenimi državami Amerike, v Rusiji. Veš, kam so simpatije usmerjene? Ne? Simpatije so usmerjene v neko točko na horizontu. Ne? In zdaj, če ti gledaš, kam se je postavila točka na ameriškem horizontu, te to spravi v zelo, zelo slabo razpoloženje. Medtem ko če gledaš točko na kitajskem horizontu, se ti svitajo neka upanja, veš, da se Kitajska bliža točki, ko je prišlo na Tiananmenu do ustavitve demokratičnih procesov. Toliko let zatem do demonstracije in teze o novem svetovnem redu in miru. Ja. Paradoks spet. Dobro, zdaj, to so v bistvu naša pričakovanja, naše želje, in iz tega, veš, se nam porajajo potem neke simpatije do držav. To sem te pozabil vprašati. Ti si na DeepSeeku ali si na ChatGPT? Na obeh. Na obeh. Zato, ker se obnašam nadzorno, kontrolno. Hočeš biti uravnotežen? Ne, hočem dobiti verodostojne podatke in če jih križaš in med sabo primerjaš, potem dobiš nekaj. In če postavljaš pravo vprašanje. Ampak, recimo, če vzamemo to, recimo, mediji, vzemo mediji. Mediji so v krizi, v Ameriki, ki so veliki sistemi, so zadnji veliki lastniki, milijarderji in tako naprej, ta stvar teče. V Evropi so mediji ogroženi. Mediji so ogroženi zaradi tega, zlasti časopisni, tako kot recimo je naš časopisni medij. Na Kitajskem se ne bi moglo zgoditi, da bi bil tak medij finančno ogrožen, zaradi tega, ker je svetovna industrija pripeljala neko novo paradigmo. Kitajska bi intervenirala in zaščitila tak medij. Problem je samo v tem, da ne bi pustila pisati resnice. Sprav, spet paradoks. Tam, kjer lahko govoriš svobodno, kjer lahko pišeš svobodno in tako naprej, te kapitalistična struktura pripelje do točke izumrtja. Na vzhodu, kjer lahko preživiš, te pa v bistvu presija pritisne do točke profesionalnega izumrtja. Skratka, grem nazaj k Žižku in k Varoufakisu. V čem je stava Evrope do Kitajske? Ja, ravno v tem, da se dejansko poskuša osamosvojiti tega kapitalističnega zmaja iz Združenih držav Amerike in prevzame, zmaj je slaba prispodoba, ker je prispodoba za Kitajsko. Skratka, da se poveže tako, da se lahko osamosvoji v svojo lastno novo ekonomsko vrednost, hkrati pa ne sme zapustiti demokratičnih in humanističnih standardov, ki jih na Kitajskem ne poznajo. To je prava stava. Zato je treba to delati z sistemom, kako se reče, zavor in ravnoteži. Ja. To je treba delati na način, v katerem Evropa nikoli ne sme izgubiti. Recimo to v medijih zdaj, naj bi danes razpravljal slovenski parlament in naj bi pač rešil ta problem. Ja, to je na prvi strani. Ja, in hočem to povedati. Tam, kjer ni svobode govora, v končni fazi ni nikakršne svobode, in tam, kjer v bistvu in Gaza je najlepši primer, Tam se ne pobija samo otrok in žensk, ampak sistematično pobija tudi novinarje. Spravi, zunanjih novinarjev iz zahodnega sveta ne pustijo noter v imenu njihove varnosti, notranje novinarje pa spravljajo v nevarnost, celo v smrt. Zakaj? Zato, da na koncu lahko povejo, kaj je resnica. In to je standard, ki ga je Zahod dosegel in si ga ne smemo pustiti vzeti od vzhoda. Hkrati je pa Zahod zapravil
standard demokracije, ker jo je prevrnil v plutokracijo, v avtokracijo, in stvar gre tako daleč v izraelskem primeru, v etnokracijo, ki ni nič drugega, kot pa sinonim za apartheid. In to smo v Evropi že imeli, to je Hitler že počel. In to, kar počne Izrael, natanko to, kar je počel Hitler, ampak dobesedno enako. In ne smemo pozabiti omeniti, da je ta teden skupina tako imenovanih scholars, rekli učenjakov oziroma profesorjev oziroma preučevalcev holokausta, izdala uradno izjavo, da to, kar se dogaja v Gazi, ustreza uradni definiciji holokausta. Jutri v Delu na mnenjski strani prevod. Zelo dobro. Ja. In to je potrebno povedati. Ampak jaz sem imel ambicijo najno debato po poletnem loku nekako preobrniti v notranjo politiko, ampak zdaj itak nimamo časa, jaz sem to poskušal pa napisati. To, kako se vse skupaj reflektira v našo prihodno notranjo politiko. Ampak deva se ustaviti še na pol poti tvojega službenega potovanja od Bohinja do Ljubljane, se pravi na Bledu. Blejski strateški forum po izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon najbolj naporen v zadnjih 2 desetletjih, predvsem zaradi tega, ker je tam očitno prišlo do nekega razcepa med tistimi povabljenimi, ki kažejo simpatije do Palestine in tistimi, ki kažejo simpatije do Izraela. Jaz mislim, da Blejski strateški forum v redu svetovnega dogajanja je nepomemben, je pa pravilen, zelo pravilen celo. Kaže na usmerjenost Slovenije, dobiva svoja priznanja in to je Tani Fajoni in Golobu zelo dobro uspelo, da so preko poletja... Deva še predsednico republike Natašo Pirc-Musar mogoče zraven. Absolutno, ja. Absolutno. In ona si zasluži vse priznanje glede svojih izjav in predstavitve Slovenije. Ne? Upamo. No, in to je vstopnica v notranjo politiko, ne? Ker to je eden od dobrih trasantov ali pa eden od dobrih indikatorjev, kam Slovenija gre, če ne bo vzdržala tega kurza. Ne? Ker ta kurs, ki ga je zdaj Slovenija zastavila, je več kot pravilen in je celo ni prvi, je pa med prvimi. Ne? A se spomniš tistega oklevanja takrat? Ja, seveda. No, ampak zdaj pa Španija, Irska. Tako. Ja. Ne? Ampak zdaj je vzpostavljeno res pravilno in kakšen bo to impakt na notranjo politiko. K temu bi lahko dodali tudi debato seveda o javnem prostoru. Vedno je treba to tudi storiti. Mimo grede Dušan Keber zdaj odpira novi krog debate okrog progresivnosti zdravstvenega dodatka, doplačila. Prebediti v naslednji soboti. Tako, tudi to je eden od teh momentov, ampak vse to skupaj sestavljeno lahko pokažemo, kako zunanja politika povezuje notranjo politiko v skrbi za večjo pravičnost, za večjo socialnost in v našem primeru za socialno državo. In zdaj si lahko zamislimo, kakšna notranja politika v odnosu do zunanje politike bi pa bila, če bi bilo to drugače. Če bi spet na vladni palači visele izraelske zastave, ta trenutek. Kakšno luč Slovenije bi to vrglo navzven? Če bi bili v vladni palači ljudje, ki bi rekli, da je to, kar se je zgodilo v Peršmanu, dobrodošla zaušnica levičarjem. Kakšna podoba Slovenije bi mi bi, že zdaj pridejo ubogi izraelski športniki ali pa glasbeniki, recimo na Poljsko ali pa nekam v neke dvorane in jim žvižgajo in mečejo gor banane in jabolka in zelje in tako naprej. Ne? Tako bi mi sklanjali glave, ko bi prišli v svet in rekli, vi ste pa iz tiste Slovenije, kjer se poraja pravzaprav antipalestinski sentiment, ker se porajajo simpatije do avtoritarcev, do totalitarcev in tako naprej. Ne? Skratka, ni tako enostavno, da bi mi lahko zdaj razločevali zunanjo politiko od notranje politike in nazaj, ampak svet postaja kompleksen in ga je treba preplesti. In se v tej luči pogovarjati tudi o vseh notranjih vprašanjih, kot so vprašanja javnega prostora, kot so vprašanja zdravstvenega varstva, kot so vprašanja privatizacije oziroma ohranjanja javnega zdravstva, šolstva v tem primeru, te dni se je o tem veliko govorilo. Ne. To je širši kontekst, o katerem se zdaj pogovarja v Ameriki, ne, ko ljudje iz MAGE, celo senatorji, ki prisegajo na MAGE, se pravi Make America Great Again, ne, pravijo, ni sprejemljivo, da ameriški državljani nimajo dostopa do zdravstva, nimajo brezplačnega dostopa do šolstva, medtem ko masovno financiramo
Izrael, ki vse to ima. Se pravi, tam lahko kot državljan imaš zdravstveno varstvo in imaš brezplačno šolstvo. Mi, ki financiramo njihovo državo in predvsem njihovo nesmiselno vojno, pa tega nimamo. Ne? Skratka, ta debata, ki je zunanje politična, je v Ameriki že notranje politična. In jaz mislim, da tudi v Sloveniji bo treba na tak način razmišljati, ne zato, ker tako Američani razmišljajo, seveda, ampak zato, ker to dejansko je prepleteno, je inherentno eno z drugim in moramo vedeti, katerih demokratičnih standardov nikoli ne smemo zapustiti in katere načelne pozicije moramo zavzemati, zato da bomo vzdržali kot družba, država in kot skupnost. Tako. Kolega Markeš, hvala. Kdaj ste nazaj? Čez en teden. V redu. Ja, nadaljujeva. Srečno. Srečno.